Lepo pozdravljeni vsi ljubitelji zanimivih in nenavadnih stvari. Mnogokrat srečamo koga, ki ima v lasti kaj nevsakdanjega, zbira kaj posebnega ali se ukvarja s kakšno zanimivo dejavnostjo. V prihodnjih minutah si jih bomo nekaj skupaj pogledali. Če so se nekoč z rokodelstvom preživljali v marsikateri družini, pa danes ta dejavnost le redko kje še živi. A se še najdejo ljudje, ki ohranjajo to obrt in s tem tudi slovensko kulturno dediščino. Silvija Goršin se je pred 4 leti odločila nadaljevati lončarsko tradicijo svojega dedka in očeta. Kot pravi, je temu botrovalo tudi dejstvo, da v Šentjernejski dolini ni bilo več lončarja. Želeli smo nekako, da se ta tradicija ohrani, da se ohranijo lončeni petelini šentjernejski, da se ohranijo vrči, da se ohrani vsa ta domača izdelava. In mi na srečo imamo še očeta pri hiši, ki se je tega vse doma naučil, vse te obrti. Tako se od njega naučijo marsičesa koristnega pri obdelavi gline in ustvarjanju izdelkov, poudarja Goršinova. Mora biti mirna roka. To je prvo, kar je. Če ni mirna roka, se začne tole delati, ni enakomerno in ne moreš izdelka narediti. Pa enako glina mora biti obdelana tako, da je enaka skozi. Kolovra danes deluje na elektriko, kar olajša izdelavo glinenih posod. No, potem, ko je pa suho, pa v peč, je pa prvo žganje na 1000 stopinj, še čez 1000, 1020. Izpeči ven čez 2 dni, da se ohladi, glazuro gor. In vnovič v peč, nato je izdelek narejen. Največ izdelkov, teh je skoraj 100 vrst, sicer prodajo doma, so pa navzoči še na 11 lokacijah po Sloveniji. Veseli jih dejstvo, da ljudje radi posežejo po domačih izdelkih tudi v obrti, ne le v prehrani. Zupančič pa obžaluje, da se za lončarja ni možno nikjer več izučiti, zato poklic izumira. Svoje rokodelske dejavnosti je začela razvijati šele ob upokojitvi, najprej z izdelovanjem belokranjskih pisanic. Te belokranjske pisanice so me popolnoma zasvojile. Sam način izdelovanja je zanimiv, z voskom in z raznimi barvami, potem pa tudi sam izgled tega jačka je lep. Baje so najlepše v Evropi. 73-letna Jožefa Kasteric se je udeležila že številnih tečajev, tudi v sklopu Društva upokojencev Novo mesto, in s tem razširila svoje znanje ter paleto izdelkov. Registriranih jih ima namreč že 37. Leta 1996, takrat smo začeli izdelovati izdelke iz šibja, to se pravi iz teh beg, ki rastejo v vinogradu, razne košare, opletali smo steklenice in razne druge uporabne izdelke. Poleg tega pa v njeni bogati zbirki najdemo tudi izdelke iz koruznega ličkanja, potem razne priložnostne stvari, kot so cvetno-nedeljske butarice, ljubljanske butarice, izdelke iz slame, to sem se naučila na kmetijski šoli na Grmu. Izdelava končnega izdelka je zgolj pika na i. Predpriprave so nemalokrat pomembnejše in zahtevnejše. Naprimer, šibje se nabira v jeseni oziroma v zgodnji zimi in takrat ga je treba kuhati 3 ure, da se potem ta koža lahko odstrani. Če pa se nabira v mesecu aprilu, gre to brez kuhanja, ampak takrat tudi teh šibic že zmanjka, ker jih vinogradniki poberejo, ne? Pri tem pa ji pomaga tudi njen mož. Moj pa uživa, ko vidi, da je narejeno in mi pripravlja material, nabira mi šibje. Tudi, naprimer, izdelki iz slame imamo na njivi posijano rž, to je žito, iz katerega se to izdeluje in je treba vse to ročno požeti in tako naprej in mi on vse to potem očisti, nareže pa sortira, ker s tem bi ogromno časa izgubila.
Kljub temu, da izdelovanje tovrstnih izdelkov Jožefi Kastelic vzame kar nekaj časa, ob tem izredno uživa. Je namreč odličen način sprostitve pred spanjem. Golob želi s svojim delom predvsem ohraniti star slovenski običaj, ki simbolizira povezanost mladoporočencev od poroke naprej v celoto. Tako izdeluje poročne žlice povezane v verigo. V Sloveniji ni edini, ki dela takšne izdelke, je pa edini, ki to znanje deli z drugimi. Mi bi zatajili celo zgodovino, ne samo običaje, in meni je ta običaj se zdel zelo lep in ga skušam držati tradicionalno, ne. Posebnost tega izdelka je to, da je narejen iz enega samega kosa lesa. Iz ploha se recimo odreže kos lesa ven, se pripravi tukaj na sekularju, tukaj naprej je pa čisto ročno delo, ne. Da izrežeš pač verigo in žlice ven. Pri svojem delu uporablja različne vrste lesa, največ pa lipovega. Za izdelavo verige, na primer s 3 členi, potrebuje od 10 do 12 ur dela. V bistvu je najtežje tukaj vmes med členi, ne, to ločiti. Da ločiš, da je gibljivo, ne. To je tisto, čeprav jaz se pošalim pa pravim, da je najtežje bi ploh prinesti delavnico, pa razžagati, pa naprej je treba pa ogromno delavnic biti, če češ kaj narediti, ne. A to mu ni težko, pa čeprav svojim delom nič ne zasluži, saj mu rezbarjanje predstavlja največji hobi. Tako med drugim izdeluje tudi stare miselne igre, kot so na primer lesene sestavljanke. Svoje izdelke razstavlja na različnih stojnicah, največ pa jih hrani doma na Grč vrhu, kjer ustvarja in živi. Marsikaj smo zbirali kot otroci, marsikaj zbiramo še danes. Od magnetkov do prtičkov, od znamk do kovancev. Ne slišimo pa pogosto, da kdo zbira orožje. Takšno zbirko ima tudi Alfonz Baškovič iz Praproč pri Semiču. V idiličnem okolju med vinogradi, kjer ne bi pričakovali orožja, prav to pritegne pozornost mimoidočih. Prizidek ob hiši pa skriva pravi muzej orožja in vojaške opreme. Kronološko zajema drugo svetovno vojno, jugoslovansko armijo do razpada in na podarku na osamosvojitev Slovenije. So določeni kosi orožja, ki so bili uporabljeni v drugi svetovni vojni, v osamosvojitvi Slovenije in še potem. Več kot 570 zbranih eksponatov, večino podarjenih, je Baškovič postavil v 2 nadstropjih. V pritličju različno vojaško opremo, v kletnih prostorih pa orožje. Vsak eksponat ima svojo zgodbo iz različnih obdobij in Baškovič pozna vse. Premore pa tudi veliko vojaškega znanja, ki ga je pridobil s pomočjo knjig in strokovnjakov Slovenske vojske ter vojaškega muzeja, ki so mu tudi pomagali pri postavitvi bogate zbirke, ki je nastajala veliko let. Marsikjer, ko se jim pripelje, ne verjame, da bi v takem kraju kaj takega sploh bilo. K zbiranju orožja in vojaške opreme je Baškoviča verjetno spodbudila bližina vojaškega letališča Cerklje ob Krki, kjer je odraščal. Bil sem zmeraj ljubitelj orožja, kasneje tudi lovec. Se je začela osamosvojitev za Slovenijo, smo bili spet povezani na samo orožje. Vsak obiskovalec njegove zbirke, vredne ogleda, lahko ob strokovni razlagi in vodenju po zbirki spozna delček naše zgodovine. Nekateri eksponati so edinstveni in jih ne najdemo nikjer drugje. Vsi pa še niso razstavljeni, pravi Baškovič. Čeprav mu že zmanjkuje prostora v prizidku, ga njegova zbirateljska žilica žene naprej, saj pravi, da imajo ljudje doma še veliko starega orožja in vojaške opreme. Ko pomislimo na hišne ljubljenčke, nam najpogosteje na misel pridejo psi in mačke. No, mi pa smo se odločili, da obiščemo ljubiteljskega rejca kanarčkov. Marjan Jamnik se je odločil, da bo na mesto čebeljaka postavil čmrljak. V nenavadno zgodbo pa sta se podala tudi brata Drčar, ki v kulinarične namene gojita polže. Nad pticami se je navdušil že kot otrok, a v tistih časih so lahko imeli le zunanje ptice. Pol kasneje, ko sem šel že v vajniško šolo, sem pa dobil en parče kanarčkov in od takrat neprekinjeno jih imam, ne. Na začetku ni imel znanja o njihovem razmnoževanju, a z včlanitvijo v društvo malih živali Novo mesto je dobil informacije starejših rejcev in na koncu je prišlo do tega, da jih je imel tudi 100. In jih nimaš kam dajati, ne. Trgovine so prenasičene, doma imajo rajši papige, ne, ker je bolj enostavno za oskrbo in tudi razmnožujejo se lažje. Kanarčki pa ne gredo, ne.
Čez poletje jih ima zunaj, saj so navajeni na te temperature. Poleg 30 kanarčkov ima še par avstralskih papig, ki se ravnokar pripravlja na gnezdenje. Ni njih vcajt zdaj, tako da verjetno ne bo nič. Ker potlej menjajo perje in takrat ni spolno zrela in jo ni več pripraviti za v gnezdu. Ker ona, ko neha valet, jajca se ohladijo in je konc. Poletje je treba vložiti veliko manj dela kot po zimi. Nekajkrat letno je potrebno čiščenje, jim enkrat na dan dati hrano ter nekajkrat dnevno zamenjati vodo. Najraje imajo konopljo, sem konopljo pa preveč redi in če so predebeli, se ne parijo tudi se ne razmnožujejo. Drugač pa zelenjavo doma, kar imamo po vrtu, jabolka, hruške, češnje. Parjenje se začne januarja za 2 gnezdi. V tem času jedo posebno hrano. Kuhana kurja jajca, ki so lahko zmešana z drobtinicami ali otroško hrano. 14 dni traja, da opazim, da bi se samička parila. Pol pa nastavim gnezdo in material za gnezdo. In ona začne nanašati. Tako 3-4 dni, ko je gnezdo narejeno. Vsak dan se za nekaj časa samički pridruži samček, dokler samička ne izleže prvega jajca. Nato pravega umakne in nadomesti z umetnim ter ga po 4 dneh vrne nazaj. S tem poskrbi, da se mladički izvalijo isti dan in prepreči, da bi starejši ptički pojedli hrano mlajšim. Če je lično zgrajen in s slikarskimi motivi okrašen čmrljak prvo leto še sameval, pa letos premore že prve stanovalce. Enostavno hotel sem imeti čmrlje, ker kriza je za opraševanjem, to vemo. Čebele so precej ogrožene. Čmrlo pa vemo, da je najboljši alternativni opraševalec. A najtrši oreh, ki ga je bilo treba streti, je bilo predvsem vprašanjem, kako do čmrljev sploh priti, pravi Jamnik. Iznajdljivost ga je pripeljala do sile enostavne rešitve. V vaškem vinotoču je razobesil preprost, ročno izdelan oglas. No, potem sem oglasil nekaj časa, kar ni bilo nič. No, potem so pa začeli prihajati čmrli, še prav posebej v en bližnji soseščini, rečem lahko sosed, je bil zelo prizadeven. Sadovemu kanček hudomušnega oglasa in pomirjajočemu brenčanju izjemnih letalcev, ki v cvetju naredijo pravi direndaj, zdaj z zanimanjem prisluhnejo tudi ostali domačini. Ja, zaenkrat ne poznam na Dolenjskem nobenega, ki bi imel čmrljak. Mogoče je kakšen, ampak je za njega ne vem, če je kakšen, bi ga prav razpoznal. Kot še dodaja Jamnik, se morajo tudi majhne živalice v teh poletnih dneh na sebi lasten način spopasti z vročino. Popoldanske ure tako preživijo pred panjem in z neutrudnim migetanjem krilc očitno hladijo matico znotraj. No, potem sem rekel, da začel tu malo pomagati, pa sem začel hladiti. Te čmrlje sem začel enostavno hladiti. In sem kar pripravil neke kocke ledu in popoldne, ki ta vročina ostala, sem postavil na panjiček kocko ledu. V 10 minutah sem opazil, da so vsi čmrlji zlezli nazaj v panj. Ljubiteljski gojitelj čmrljev pa si je zaradi vse skozi prisotne želje, da bi življenje, tako kot rano mladost, preživel nekje v bližini vode, prav pred hišo omislil še ribnik. Neizkoriščena zemlja je bila povod, da sta brata začela razmišljati o tem, kaj bi tam gojila. Padla je zamisel reja polžev. Letos sta postavila vse potrebno, tako da jih bodo jeseni prvič pokusili. Najboljši so z zeliščnim maslom, prej pripravljeni kuhani, potem pa sem še v pečici 10 minut, tako da okusna zadeva smo probali. Najbolj slastni, ja. Polže bosta gojila na nekaj manj kot pol hektarja velikem zemljišču, a za prvo leto sta s 15 tisoč živalmi naselila le tretjino tega območja. Sicer pa ni polžje farme brez vode. Tako na dan na kvadratni meter zemljišča porabita liter vode. Hrano polžev pa predstavlja več vrst solate, tisto, kar imajo polži najrajš, kar priporočajo vsi v bistvu rejci polžev. Tudi v bistvu zelenjava, ki daje najbolj specifičen okus polžu, ker polž v bistvu ima okus po tem, kar poje. 6 mesecev, da pride do tiste tržne velikosti, to je nekaj več kot 25 mm, hiška primer, tako da 6 mesecev, tudi do 1 leta. Čeprav povpraševanja po polžih v kulinariki doma še ni toliko, pa povpraševanje v tujini, predvsem v Italiji, Franciji in Nemčiji, presega ponudbo.
Tukaj sta izjemno pomagala Mero Zupet pa Jože Genorjo, ki imata polžjo farmo v Stični, ki je že zelo poznana. Ona v bistvu sta formirala neko skupino oziroma pomoč bodočim rejcem, da smo tudi v bistvu ceneje prišli do materijala, do samih polžev in tudi v bistvu, da smo si zagotovili tuji trg. Delo na polžji farmi je sicer primerno za obslužbeno dejavnost. Vzame na primer toliko časa kot delo v vinogradu. Emil Porebar iz Novega mesta piše svojo zgodbo o lesu. Če smo natančnejši, riše na les. Viktor Richter z Dovškega pa je na travniku pred hišo odkosil tehtnico kot simbol sodišča. S pirografijo, upodabljanjem različnih motivov z vročo konico v les, se je Emil Porebar srečal pred 15 leti. To se sproti oči. Na par slik sem mogel uničiti, da sem se navadil in pa kilometrina. Čim več rišeš, tem bolj znaš. Skozi leta se je priučil tudi risanja precej zahtevnih motivov, kot so cerkve, gradovi, kozolci in drugo. Kulturna dediščina Slovenije mu je namreč še posebej pri srcu. Vzor mi je Božidar Jakac, mislim, imam tam reprodukcijo njegovega Novega mesta, mi je zelo všeč. Za posamezno sliko porabi tudi nekaj dni, odvisno od velikosti in zahtevnosti motiva. Na leseno ploščo z navadnim svinčnikom najprej skrbno nariše motiv, potem pa risanje nadaljuje s posebnimi pripomočki. To je pirograf, se imenuje ta aparat. To je stvar, ki vžigam v les. To je transformator in držalo, na katerem je žička, cekas se imenuje. To je posebna kovina, ki prenaša temperaturo. Pri ustvarjanju uporablja predvsem brezov, lipov ali toporov les. Svoje slike tudi sam uokvirja, doslej pa je imel tudi že 2 samostojni razstavi. V Sloveniji je premalo tehtanja dejstev za in proti, premalo je morale in nepristranskosti. Več sankcije za ukradeno kuro kot za prokradene milijone. Richter komentira delovanje sodstva. Toliko so dali skozi tega znanja, da le na en način morajo ljudem prikazati, da so pravični, pa bolj lezejo v pravo. Justicija pa je več od prava, kar izpričuje njen simbol s prevezo čez oči. Da ni vedela, komu sodi, vam ali meni, ne glede na poznanstvo ali karkoli. Če je v razsodbi zgolj pravni vidik brez upoštevanja etike, preveza čez oči justicije dobi pomen slepote. Gre se pa za pravico. In ker je že ta justicija simbol sodstva, če danes je to povzeto, pa trdim, da je treba to tehtati ne samo z vidika prava, ampak tudi z etičnega vidika. Sporočilo sodstvu in vladi z Dovškega 13 je: skrbno tehtajte svoje odločitve. Richter je sicer v pripravi svojih znakov temeljit. Najprej izdela načrt, njegova tehtnica pa je natanko 840-kratna povečava pečata sodišča. Različni ljudje, različna zanimanja in konjički. Je že prav tako, da na svetu ni pusto in da si zanimivimi dejavnostmi popestrimo naš vsakdan. Naj bo življenje čim bolj nenavadno.